Spoštovani vsi navzoči, prav lepo pozdravljeni v galeriji Družina. Danes večer smo se zbrali v okrogli mizi in sicer bomo malce predstavili in podebatirali o knjigi Svetov zakona, nekateri jo morda že poznate. Gre za uspešnico Garyja Thomasa, ki zastavlja tako provokativno vprašanje, ali je morda božji namen zakona to, da postanemo sveti in ne samo to, da smo srečni. Pogovor bo vodila Tina Martinec-Salan, med gosti pa prav lepo in dobro pozdravljam zakonca Siter in zakonca Halas. Vem, da jo mnogi že poznate, predvsem iz Diža, vodenjem zakonskih skupin, pa tudi preko pisanja, ampak malo osebeje se spodobi, tako da bom prebrala kratko predstavitev. Vilma in Dani Siter sta ustanovitelja in voditelja gibanja Družine in življenje. Vilma je zdravnica, specialistka splošne prakse, 20 let je delala v ambulanti Senovo v Krškem, Dani pa je učitelj angleškega jezika in knjižničar, v 90-ih je bil mandat in pol župan občine Krško. Sta starša 4 odraslih in poročenih otrok ter babica in dedek 13 vnukov. 16 se mogla V letu 2000 sta svoje izkušnje, sposobnosti in moči v celoti posvetila delu z zakonci in družinami. Pravita, da se klicu od zgoraj, ki jo je vabil na to razborljivo pot, nista mogla več upirati. Zapustila sta svoji socialno varni službi, ustanovila Družino in življenje in začela z delom.
Morda ste že imeli priliko in se udeležili katerega od seminarjev in delavnic, ki jih pripravljate skupaj s sodelavci, ali pa ste morda tudi člani katere od skupin, ki so, mislim, da povsod po Sloveniji, če se ne motim. In pa Meta in Primož Hala sta pa prav tako sodelavca pri Družina in življenje. Meta je žena in mama 4 otrok, 5 že. Po poklicu prevajalka angleščine in francoščine, sodelovala je z Zavodom Živim, pisala članke za Iskreni.net in druge medije. Od februarja 2018 dela pri Družini in življenje kot urednica spletnih in tiskanih medijev in pa kot sodelavka na področju zakonskih skupin. Skupaj z možem pa sta več let tudi voditeljski par. Toliko. Aha, pa še to, zahvaljujem se pevskemu zboru iz Sevc, ki nam je lepo naredil tako uverturo v današnji večer in pa se nam bo še 2-krat oglasil svoje s pesmijo, pa vabljeni poslušanju. Torej, dragi moji gostje, tudi jaz sem vam hvaležna, da ste danes prišli. Danes bomo malo govorili o naših dejanskih izzivih v zakonu, no, če se tako izrazim. Vsi smo poročeni, vsi vemo, kaj pomeni zakon. Danes se bomo malo, bi rekla, opirali na citate iz te knjige, potem bomo pa malo razmišljali na podlagi lastnih izkušenj in povedali kakšno svojo izkušnjo. Jaz sem za začetek izbrala en odlomek iz knjige, ki se mi zdi, da nagovarja to diverziteto, ki je pravzaprav tudi tukaj zdaj za tem omizjem prisotna. Namreč imamo 2 krasna para, enega mlajšega z drugačnimi izzivi, kot jih ima morda nekdo, ki je že malo dlje poročen. Tako da bomo videli, kaj o tem pravi avtor in vas bom potem povabila k besedi. In sicer avtor piše: ker je zakon tako dolgo potovanje, gre skozi mnoga obdobja. Nekatera so težje od drugih. Gotovo je obdobje vzgoje majhnih otrok ogromen izziv za gojenje, bližine in zabave. To je naporno delo. Zdaj, ko imava z Lizo prazno gnezdo, so nama ljuba leta, ko so bili otroci še majhni in vedno doma. Takrat pa so bili nekateri dnevi izčrpavajoči in boriti sva se morala za svoj zakon spričo denarne stiske, velikega stresa in pomanjkanja spanja. Zdaj, ko so najini otroci mladi odrasli, se čudiva, kdo so postali in kako nama jih je Bog dal na tem potovanju. Vedeti pa morate, da je to terjalo davek od najinega zakona. Ko gledam nazaj, naju je pot vzgoje otrok zedinila in okrepila najino vez. V tem procesu pa nama je včasih grozila, da naju bo ločila ali nama vsaj povzročila marsikakšen slab dan. Torej smo kar skočili v vodo in smo rekli, zakon je tudi trdo delo. A se strinjate s tem? Zelo. Ja. Vidva sta ravno morda v tej situaciji, ko avtor govori, ko so imela z Lizo majhne otroke, vajini otroci so tudi še mlajši, terjajo veliko skrbi in dela. A opažate kakšne izzive v zvezi s tem? Ja, veliko izzivov. Lih ta trenutek, mislim, te dni smo bili na dopustu, prejšnji teden, pa ta teden 4 dni v Radoveljci in sred dopusta se pojavi viroza. In bi nas lahko, hkrati sva pa še lovila knjigo, da jo preberemo do konca, tako da je bilo več izzivov naenkrat. In bi lahko bil precej slabe volje zaradi, rekel, enega pritiska, pa enih takšnih in drugačnih pričakovanj. Pa sva v bistvu zelo, rekel, nekako v teh situacijah prepuščala Gospodu, v tem trenutku lahko to narediva, kar je v najini moči. In to sva dolžna narediti. Ostalo je pa ni v naši moči, je pa, se morava zavedati, da Gospod naju vodi po naših poteh. Tako da tudi, kar je v knjigi pisal, je bil en primer, kako je, ne vem točno imen, ampak kako je odpovedal en seminar za to, da se je, mislim, da posvetil ženi, ki je zbolela. Tako sem tudi jaz namesto, da bi, no, tako je bilo, ona je brala, jaz sem pa pol, sva se pogovarjala, nekaj sva tudi skupaj brala, ampak jaz sem ta čas res, na počitnicah smo bili in se rekel, dajmo, pa sva šla z sinom Iranejem ping-pong, pa pol fuzbal, pa ven smo šli na igrala, čeprav je pihal fejst, smo naredili en tak trampolin, žlice pa njih lesenih vejc in
to se mi zdi veliko vredno, no, da začutimo ta trenutek, pač trenutno imamo majhne otroke in sva v družini in to je zdaj najina naloga, ne, da smo tle prisotna, ne, da ne razmišljamo, kaj bo, ne, če bo ono, pa kaj je bilo prej, pa zakaj, ne vem. Dostikrat celo vrtimo, da se vračamo v preteklost ali po prihodnost, nismo pa prisotni v tem trenutku. Ne. Ja, meni se zdi pomembno, no, te prioritete. Ne. Lih to, ko sem jaz ta čas, ko je bil on z otroki brala knjigo, pa sem mu kaj počrtala, zato da je on potem v glavnem tisto šel za mano tudi brati, ker sem mu počrtala, pa sva se kaj pogovarjala o tem. Ampak se spomnim, ko si prišel nazaj v sobo, pa sem mi rekla, ja, pomembno je bilo, to je bilo bolj pomembno zdaj, da si z otroki, ne. V resnici je starševstvo pač zahtevna in odgovorna naloga, ne. Po drugi strani pa tudi toliko pomembno, da najdeva čas za pogovor, ne. To sva se pač pogovarjala, ne, koliko je res, treba si vzeti, pač, ali pa vsaj skušati vzeti vsak dan nekaj časa za pogovor, zato da niso neizrečene besede, pa da niso kakšne misli, včasih preprosto, ker niso podeljene in potem pride do konfliktov, že samo zato, ker si pač ne vzamemo časa za pogovor. No, in to se nama zdi, no, tudi hvala, ne, za to priložnost v resnici, ker nama je knjiga dala veliko materijala, ne, ker v resnici rabimo zakonci tudi neko spodbudo, pa neke gradiva, materijale, karkoli, ne, da se pač tudi odpre pogovor mogoče na kakšni globini, ki se drugače sploh ob majhnih otrokih hitro ustavne na kakšnih logističnih stvarih. Vilma, Dani, bi vidva tudi rekla, ko gledam nazaj, jo je pot vzgoje otrok zedinila in okrepila najino vez. Imata tudi podobno izkušnjo? Imava. Lahko pa tudi rečeva, da so bili tudi težki časi, da sva bila tudi zelo, zelo zaposlena. V tistem času je res bilo tako, da sva veliko bila odsotna, otroci pa so le bili, ne, pomagali so tudi moji starši, so jih varovali in tako veliko. Jaz sem delala v tistem času tudi specializacijo, ne. Dani je bil po raznih političnih shodih, ne, tako da smo se večkrat hecali, da imamo župana na obisku, da je prišel na kosilo, ne. Tako da so bili takšni časi, ki so bili res kar težki, no. Hvala Bogu smo imeli eno to glavno usmeritev, da čeprav bo težko, bova šla skozi, a ne. In se mi zdi, da takrat je bistveno, da delaš stvari, za katere veš, da so prave. Da takrat, ko je težko, moraš vztrajati v tistem, a ne. Ne, da bi začela zdaj takrat pa razmišljati, midva pa res nismo za skupaj, ne. Ker toliko sva pa že prišla k pameti, ne. Ker sva se poročila tudi zelo mlada, ne. Da če sva se enkrat poročila, potem ne bova več gledala, ali je ta prav ali ne, ne. Tako kot svetuje, tukaj tudi v tej knjigi, ne, avtor pravi, od takrat, ko se enkrat poročiš, se potem moraš drugače začeti spraševati. In to vprašanje naj bilo, kako naj jaz živim, da bo on lažje z menoj preživel, ne. In da bo sploh lahko ob meni živel, ne. Tako da, ja, najo je sigurno, najo je povezvalo, ampak so pa tudi dolga leta tega, ne vem, trdega dela, ne. Ja, je. Jaz sem bil sicer dokaj nepripravljen, lahko rečem, ko sva se midva poročila. Čeprav takrat sva mislila, da sva zelo pametna, takrat sva mislila, da vse veva, pustena je primer s temi raznimi tečaji in pripravami na zakon in tako dalje. Sam, da se midva poročiva, bova že kako, kolikrat potem bi nama bilo prav prišlo, da bi nama kdo tako povedal, svetoval iz življenja, nama pomagal kakšne take težke trenutke, recimo, a ne, da se pretočeva skozi njih, tako da sva res potem kasneje videla in spoznala, da je res za dober zakon je treba delati, ne. Dober zakon, kot pravi tudi Gary Thomas, ne, v knjigi, ne pride sam od sebe, se ne zgodi kar tako, ampak za dober zakon je treba se res, bi se reklo, odločiti in zavzeti in graditi in ga pravzaprav celo življenje graditi, a ne. To je proces, ki se ne konča pri 44 letih, ko imamo mi 2 letos obveznico. Zanimivo. Ja. Ne,
ampak se pravzaprav verjetno, torej veva, da naju celo življenje čakajo, da se bova vedno znova presenečila, da bova vedno znova poročena z nepopolno osebo. Ona ni poročena s popolno osebo, jaz pa tudi nisem poročen s popolno osebo. Ampak to je pa čudež, bi se reklo, zakramenta in čudež tega Božjega, a ne v nama in med nama, ki iz dveh nepopolnih lahko dela eno, ki vedno bolj postaja eno, a ne? A pa bi vendarle rekla, da malo potolažimo mlajše zakonce, ki imajo še manjše otroke, gre potem z leti malo vseeno lažje, ko se stvari malenkost umirijo tempo, ali kako vidva opažata? Meni je bila zanimiva misel iz te knjige o nevroplastičnosti možganov, ne? Mogoče tako malo profesionalno, ne? Ampak se nisem šla poglabljati v to, ampak smo se s prijateljico, psihologino pogovarjali, ne? Ker zdaj se o tem več govori, kot se je takrat, ko sem jaz študirala, ne? Jaz že 20 let nisem več v medicini, ne? Da kako je to tako, kot da bi plastelin oblikoval, ne? Samo da tiste roke, ki ga oblikujejo, ne? So pravzaprav naše navade in naše odločitve, a ne? In kako trdi tukaj, ne, da tam šele po enih 10 letih nekako tako prihajamo drug drugemu, da se toliko navadva drug na drugega, da znava iz tega potem izpeljati tisto dobro in pravo. Ne. Ampak to zdaj govorim o tistih fazah, ne, ker prva je faza zaljubljenosti, ful dobro, ne, tista začetna, Božja finta, da nas spravi skupaj, ne. Ampak potem pa pride tudi zakon kot odpiralec oči, ne? Ker prej smo, ljubezen je slepa, ne? Zakon pa odpira oči, pravijo. Ne? In se mi zdi, da tako pomembno je vedeti to, da tudi če nama je takrat pri 6, 7, 8 letih težko, ne? Da bodo prišli boljši časi. A ne? Takrat, ko se bova midva nekako utirla en v drugega, ne? Se navadila, se nekako, ne vem, kako bi rekla, sprejela, sooblikovala, ne? Pridejo lepši časi, ne? Nikoli ne zamrejo kakšni prepiri, ampak vemo, zakaj so tukaj. Bolj jih znava razložiti, bolj sva si pripadna, bolj sva si predana, bolj sva sočutna drug do drugega, a ne? In postaja lepše, ne? Škoda, tihe ure, pa minute. Ja. Škoda se mi zdi za tiste, ki do tod ne pridejo. Ravno to razmišljam zdaj, kako govorite. Ja. To se mi zdi škoda. Ne? Ker pravi šele po 10, 15 letih ne prideš do tistega lepega. Ne? Okusa. Tako. In mnogo pa zapusti zakon prej, ne? In ne doživi tega. In se pravi, potem mora stopiti v nov odnos ponavadi, a ne? In potem potrebuješ časa, da se odvadiš od prvega, ne? Spet zahteva veliko časa, a ne? Koliko časa je nekako izgubljenega, a ne, ko bi že pri ta prvem se nekako potrudil to, ko si se bolj pred drugim, ne, naprimer. Tako, no, jaz vidim, da je res tukaj kakšno moč in pomoč je tukaj ta zaveza, ne, zakon kot sklenjen sakrament, ne, da varuje to najino skupnost, da varuje najino skrivnost, ne? Ker midva sva skrivnost en drugemu. Čeprav pravi, da potem hitro to prideva do tistih utečenih navad, ko pa vse veva, koga bo drug rekel, ne? Tudi to pride do tega. Ampak ko se pa začneš še bolj sprejemati na globljem nivoju, pa spet postajaš na drugi ravni skrivnost. Ti je lepo odkrivati, zakaj je nekdo takšen, kakršen je. Prejle ste že lepo napeljali, Vilma, ravno to, o čemer tudi knjiga nam pravzaprav razbije neke iluzije, če smo jih mogoče še imeli, torej da zakon je nekaj posutega z rožicami, je nekaj lepega, je poezija, je harmonija, je romantika, ne? Tukaj pa avtor zelo jasno nekako postavi, bi rekla, skoraj radikalen pogled na zakon. Ne, zakon je tudi trnje, je preizkušnja, je trpljenje in pot k svetosti. Vemo pa, da pot k svetosti ni lahka stvar, ne? In zdaj bi tlele prebrala, ne, kaj avtor pravi. V sebi sem našel ogromno nezrelosti, ki jo je zakon neposredno razgalil. Ključno je bilo, da sem moral spremeniti svoj pogled na zakon. Če bi bil smisel zakona, da bi me enostavno osrečil in bi v njem samo užival v zaljubljenosti, za katero nevroznanost pravi, da traja samo 12 do 18 mesecev, potem bi se moral na novo poročiti vsake 2 ali 3 leta.
Če pa v resnici želim, da me Bog spremeni od znotraj, se moram osredotočiti na to, kako spremeniti sebe namesto zakonca. Pravzaprav lahko celo rečemo, da bolj težaven, kot se bo izkazal moj zakonec, več priložnosti imamo za rast. Pa še en tak zanimiv, romantična ljubezen nima v sebi nobene prožnosti, preprosto se zlomi. Zrela ljubezen, tista, ki jo zahteva dober zakon, pa se mora raztezati, saj je grešno stanje človeka takšno, da vsi v sebi nosimo nasprotujoča si čustva. Torej, v bistvu dober zakon zahteva zrelost, ki pa je prožna, to se mi zdi en tak zanimiv poudarek, in pa ta, da pač sej se ne poročiš zato, da boš večno čebelce pa ptičke slišal verjetno, ampak zato, da tudi nekako prideš do nekih novih spoznanj, videl samo sebi. A imamo to romantično iluzijo, a stopimo v zakon, tako bom rekla, a stopimo v zakon, saj ne moramo biti pripravljeni, ker še nismo dajali prakse čez, ampak a stopimo v zakon s to zavestjo, da bo tudi težko. A nam to recimo šole za zakon, tečaji, duhovni vikendi, ki so pred poroko, a nam dajo vedeti, da bo treba zobe stisniti, fantje pa punce? Jaz bi rekel, Kar povej, Primož, prosti. smo se zmenili takole. Mogoče smo mi dva v teoriji to slišala, jaz se ne spomnim, ampak ne. Nismo tega pričakvala. Ko smo se mi dva poročila, oziroma dobro, ko smo se spoznala, pa pol poročila, sva si želela biti drug z drugim. Ena stvar, ki se mi zdi pomembna, je to, da je v fazi zaljubljenosti, da je tista kemija prisotna, da te pritegne. Ampak ja, tako kot je rečen, ta faza zaljubljenosti popusti. Takrat v fazi zaljubljenosti se mi zdi, da imaš nekako se delaš mečkem boljšega, v lepši luči se skušaš predstaviti drugmu. In to ne more dolg časa trajati. Zato to pade po letu pa pol dol, maske padejo dol in se pokaže realno stanje. In če tega ne veš, si lahko šokirana in je lahko prevelik udarec zate. Razočaranje. Ja. Po drugi strani pa, lahko? Kar pove, ja. Tisto, ki sva se pogovarjala, meni recimo, če zdaj pomislim nazaj na fazo zaljubljenosti ali pa te, to mi je v bistvu toliko težko, lih iz tega vidika, ker se pač je toliko še enih neizrečenih stvari, toliko še ne poznaš drugega, toliko je še enih tudi pač vse normalno, nekih brems in nekih pač mogoče tudi olepševanj, pa tako, da je v bistvu prav osvobojujoče, ko si lahko ti in ko te zakonec lahko sprejme in sprejema v drugega, tako da v resnici meni je ta faza zaljubljenosti bila ena težjih in se mora zgoditi, se mi zdi, ko si mlad. Mislim, ko imaš še toliko energije, ko zdaj, ko gledam nazaj, saj takrat se mi ni zdel, pač. Ampak tako, da pomislim, da bi jaz še enkrat sploh gradila nekaj na novo, to se mi zdi zdaj nepredstavljivo. Tudi iz tega vidika, ker je pač to v resnici en tak napor, Po drugi strani pa lih to se mi zdi pomembno, ko se pa pač začneva v resnici spoznavati ali pa ko padejo te maske, pa tako, kot si rekel, pa pride v bistvu tista lepota šele lahko na dan, lih v tem, da se odločva drug za drugega, kljub temu, da pač veva za napake drugega. Se mi zdi, da to je ta zrela zaljubljenost potem, mislim, zrela ljubezen, ko ni več na ravni čustev, ampak na ravni odločitve. In je v bistvu pač veliko lepša od zaljubljenosti, ki nam jo ponuja Hollywood, in samo nekih čustev, enega vrteljaka tam, je to v resnici pač tako bolj izpopolnjujoče, potem. Ampak je pa treba graditi, je pa treba nekaj vložiti v to. Takrat, ko se hollywoodski film zaključi, v tisti poroki, ko sta oba vzhičena in v tistih višavah zaljubljenosti, ko se to konča in se v hollywoodskih filmih že ločijo in že iščejo novega, takrat se v bistvu delo oziroma zakon šele v resnici začne, za moj okus. Takrat se pravzaprav šele pokaže, zakaj pravzaprav sploh gre in kje je treba zagrabati. In tudi ta prava, tista zanimiva zgodba se začne šele takrat, zato ker
je ta prava. Si dobro rekla, ne? In v bistvu je boljši in lepši, čeprav je na nek način, a ne? Seveda je tako neko trnje in vse, ne? Ampak je lepota prav v tem. No? Ja. Vidva vodstva tudi kakšne predzakonske tečaje pa take stvari? Sodelujeta. Ja. A prikažete tudi ta vidik, torej ne tako zelo romantičen, ne tako zelo hollywoodski, niso samo princi na belem konju. Ja. Moja žena, ko se je poročila, ni dobila princa na belem konju, ampak je dobila konja v belem princu. Jaz sem imel takrat belega princa, zato so rekli, da je avto belega princa. Ja. Hvala, ker si ti povedal, ker bi bil grdoči bil. Ja, res. Ali samo kritike. Ja, tako. Ja, torej midva poveva recimo na teh seminarjih oziroma tečajih za zaročence, poveva najino zgodbo, poveva pravzaprav, kaj sva takrat pričakovala, pa da naju je marsikaj presenetilo. A ne? Poveva, da v bistvu je pomembno, da midva ustvarjava mi dva, ne? Da se pravzaprav, ko se poročiva, se jaz in ti spremenive mi dva, čeprav jaz in ti še vedno obstaja, ampak najno skupno je to ta mi dva, a ne? To je najn prvi otrok pravzaprav in mi dva sva oba dolžna skrbeti za tega prvega otroka. In ta najn mi dva, se pravi, se hrani iz najne komunikacije, se hrani iz najnih pozornosti, ki si jo namenjava drug drugemu, tudi iz časa, ki ga pravzaprav posvečava drug drugemu, čeprav tle naletimo na tiste razlike med moško in žensko naravo, a ne, ker žena bi se pogovarjala 2 uri na dan, mož pa 15 minut na teden, a ne, in to je velika razlika in to dejansko je razlika, tako da ko se skregava, se ne skregata Vilma pa Danja, ampak se skregata pa moški in ženska, a ne. In tu je to, recimo... Ampak spot mora vedeti pa kar vsak. Spot mora vedeti pa vsak zase, ja. Ja. Ampak ne, midva poskušava te stvari povedati, sem poskušava povedati ljudem tudi to, da sva se midva odločila takrat, da ne bova šla skozi zakon sama, ne? Da sva se zavestno odločila, da midva želiva Boga povabiti v najino sredo in v najino življenje, ne? In to čisto konkretno, na konkreten način, da želiva stopati skupaj po tej poti, a ne? Ker veva, da v bistvu Bog je v preteklosti, sedanjosti in prihodnosti, mi pa ne vemo, kaj bo čez eno uro, a ne? Skratka, Bog pa ve, tako da v bistvu, če Bogu zamupava najne stiske, najne probleme, najne vprašanja, najne rane, najne brazgotine, ki jih nosiva s seboj, a ne? Je Bog tisti, ki nama odpira možnosti in pravzaprav naj uči skozi priložnosti, skozi okoliščine, ki so njegova, bi rekel, učilnica, ne? In so priložnosti res vsak trenutek, vedno znova, tudi ko sva poročena 44 let. Ne? Ja, zdaj, a se vam zdi, da nas cerkev, prej smo, no, mi smo pred temle programom malo že se pogovarjali in je Vilma eno super zadevo pravzaprav odprla, na katero sploh nisem pomislila, ko sem o vprašanjih razmišljala. Knjigi je naslov Svetost zakona, ne, in je Vilma rekla, dajmo se vprašati oziroma najprej razložiti, kaj sploh to je svetost. A lahko, Vilma, prosim, še enkrat za tisto kratko razlago, ker namreč morda imamo v svetosti neko mnenje, da je to nekaj oddaljenega, nekaj rezerviranega za svetnike, ki so seveda čisto neka druga kasta ali pa druga rasa, kot smo mi, a ne? Torej, kaj pravzaprav je svetost in kako se lahko svetost dotika vsakega izmed nas kot popolnoma grešnega slehernika? Jaz sem prepričana, da mi smo ustvarjeni res za nekaj več, ne? In to je svetost, a ne? Je pa res tudi, kot avtor poudarja, ne, da je prav to, da so o svetosti večino časa govorili ljudje, ki so bili posvečeni samo duhovnemu življenju, a ne, in da so bili v glavnem za svetnike proglašeni vrsto stoletij, samo tisti, ki so bili duhovniki, a ne, in so oni diktirali, kakšna naj bi bila duhovnost tudi nas, zakoncev, a ne, in smo seveda velikokrat je to bilo postavljeno na takšen piedestal, da smo mi oddaleč tisto lahko samo gledali, noben pa si ni mislil, aha, jaz sem tudi poklican k svetosti, ker je predaleč, a ne. No, šele zdaj se mi zdi v zadnjih desetletjih, a ne, se govori več o tem, da smo tudi mi, kot zakonci, prav tako poklicani v posvečeno življenje, bi jaz rekla, dobesedno, a ne. Ker mi se posvečujemo doma, ne, ob možu in ženi. Mož ob ženi in žena ob možu, ne pa v Farožu, tako kot je rekel enkrat naš duhovni vodja v takratnem času, dr. Ivan Platonjak, ne.
Tako da se mi zdi, da so naše duhovne vaje popolnoma drugačne kot tiste, ki jih gremo naprimer za enkrat na leto, za 2 ali pa 3 dni v duhovne vaje v tišino. Tudi tiste so potrebne, zelo potrebne, da se sploh nekako, ne vem, pridemo k sebi, resetiramo, ja, tako, to je dobro izraz, ne? Ampak živimo pa potem doma. In doma se pravzaprav v tistih najmanjših stvareh, ki jih imamo, tisti trenutek za opraviti, skriva Božja volja. Se pravi, če se dojenček pokaka, ga je treba previti, ne pa moliti. Čist enostavna tak primerjava. Je to molitev potem, ne? In je to molitev. Jaz večkrat tudi govorim iz ene druge avtorice, ki jo navajam, Anne Voskamp, ki tudi lepo pravi, klečiš lahko tudi pred pralnim strojem, pa sortiraš perilo, pa je to prav tako posvečen čas, kot takrat, ko likaš za enega, za drugega in zraven moliš, Gospod blagoslovi tega, za katerega srajco trenutno likam, pa za katerega kosilo kuham in tako naprej. Vse to mora biti posvečeno. Jaz verjamem, da Bog, ki nas je ustvaril, je računal na to, da gremo vsi k njemu, ker je vsak od nas za njega poseben otrok, ljubljeni otrok, nihče ni pomota. In on sigurno gleda, kdaj dobre stvari delamo. In kadar delamo tisto dobro, k čemer smo poklicani, nam on ploska, se nam on smeje. In zato se mi zdi, da je fajn, da znamo tisto življenje, kjer smo živeti s polnim srcem. Ja. No, točno to, kar ste omenili, tudi tale avtor pravi, Gary Thomas. Resnično delo v zakonu, ki nas v temelju preobrazi, je predano 24 ur na dan, 7 dni v tednu. To je ključna preizkušnja, ki nas obrusi in oblikuje po podobi Jezusa Kristusa. Namesto, da bi ob 3 zjutraj vstali in molili v samostanu, se vprašamo, kdo se bo zbudil, ko bo dojenček potreboval svežo plenico. In je to pravzaprav tisto trdo delo, Menihu morda ni lahko ob 3 po noči vstati pa iti v kapelo moliti za 1 uro, mi moramo pa po noči vstati pa otroke pedenati in tako naprej. In je to pravzaprav, se mi zdi, da avtor to čist na enakovreden nekak nivo postavlja. In je to naš način, kako živeti svetost ob čist konkretnih, pa marsikdaj mogoče celo banalnih na prvi pogled opravkih ali pa delu. Prej smo se že malo dotaknili tega, da v zakonu nisva samo 2, ampak smo 3, torej Bog je povabljen v najin zakon, zato je nekako vedno prisoten zraven. Avtor pravi pa celo še takole naprej, da že to, da smo pač poročeni, nekako nas vzgaja v tem, da smo vedno bolj podobni Kristusu, zaradi tega, ker smo poročeni. In on še pravi, uresničevanje duhovne discipline v zakonu pomeni, da dajem svoj odnos z Bogom na prvo mesto. Se pravi, če duhovno disciplino v zakonu uresničujem, že dajem Boga na prvo mesto. Že to, da vztrajam, je zmaga sama po sebi in daje slavo. To se mi zdi lep stavek. V družbi, kjer so odnosi strašljivo razvrednoteni, vzbujamo kristjanovsko pozornost že s tem, da ostajamo poročeni. V tem smislu so naši zakoni lahko tudi izhodišče za evangelizacijo. Povejte, Dani. Lahko. Meni je bilo zelo všeč, ko je ta avtor rekel nekje, da bi se morali mi zakonci večkrat vprašati, ali je naš zakon za svet, v katerem živimo, privlačen. A je privlačen? Dobra reklama v tem smislu. Ja, dobra reklama. Ker recimo pri Dižu smo mi tudi si zastavili en cilj, ko smo rekli, krščanski zakon tako povzdigniti, da bodo ljudje zahrepeneli po njem. Da se bojo začeli čuditi, ko pa imata ta 2, kar mi nimamo. Zakaj pa mi nimamo tega? Zakaj pa ona 2 lahko srečno živita? Zakaj se pa kar naprej, bi se reklo, muckata, pa za roke držita, pa tako naprej, kot da sta zaljubljena. Če vidiš kakšen starejši par danes na cesti, pa da se za roke drži, ta 2 zihar nista poročena, skoraj rečejo. Ampak mi smo poklicani k temu, da v bistvu to notranjo, bi se reklo, notranjo komponento te Božje prisotnosti, te ljubezni, postajamo eno, postajamo podobni Kristusu. Kaj to pomeni? Mi pri Dižu imamo tudi en takšen trikotnik, rečemo, kjer sta spodaj mož in žena, zgoraj pa Bog. In potem rečemo, če se mož po svoji strani, žena pa po svoji strani bližata Bogu, vsak zase delata za ta svoj odnos, potem se razdalja med njima manjša, sta si vedno bolj blizu.
Se pravi, da Pavel recimo nas nagovarja vedno, da najprej poskrbimo za to, da bomo z Bogom v pravem odnosu, ali pa tako, kot pravi Gary Thomas, s tastom. To je bilo noro za mene, noro odkritje. Jaz še nikoli nisem pomislil, da je Bog moj tast. Da je Bog moj oče, ampak ker sem poročen pa z Božjo hčerko, ki je ljubljeni Božji otrok, je pa Bog tudi moj tast, ne samo moj oče. In zdaj pa tasto se pa ni dobro za zameriti, se pravi, je treba pa malo paziti, recimo. Bravo za mene. Imaš tudi tasta za Vem. Ja. Jaz bi rekel, da zelo, kako je izpostavljeno, ključen je moj odnos z Bogom. Zdaj pa kaj je Božja volja zame, se mi zdi, da se mora vsak vprašati. In jaz to tako dojemam, da Gospod od mene pričakuje, da rastem. Rastem na vseh področjih, česar se lotim. V odnosu z ženo, v odnosu z otroci, na finančnem področju, na izobraževalnem področju. Zakaj? Zato, ker vse okrog nas je ustvarjeno, da raste, vse se spreminja v naravi in mi smo pa edini, ki bi iskali neko stalnost, neko cono obdobja. Se pravi, ne bi sprememb, ker spremembe so stresne. Ampak glih proces sprememb se mi zdi, da nas lahko osreči. Zakaj? Zato, ker v coni znanega načeloma stvari poznamo, kako tečejo vsak dan, vemo, kam se zapeljati, kaj iti, kakšne maile bomo dobili, s kom se bomo pogovarjali. Stvari se nam ponavljajo. In se mi zdi, da tudi zato veliko ljudi ne potrebuje vere. Ko pa greš ti v območje neznanega, recimo danes, ko smo mi tlele, pa nismo točno vedeli, kaj bomo povedali. Mi dva, ja. Oni dva. Takrat se zanašaš. Ja, tako je. Takrat se zanašaš na Boga, ali pa pri nekih odločitvah, v poslovnih odločitvah, greš v nekaj, čutiš, da je prav, ampak ne veš, kako bo. In tam rabiš ti Boga. V znanem ga ne rabiš. Misliš, da ga ne rabiš? In to sem hotel povedati, da, tako, ne, da ga ne rabiš, ampak tako razmišljamo. Ne čutiš potrebe. Ja. In sem hotel reči to, da je na meni odgovornost in pol tudi na njej, da vsak na sebi delava zato, da drugemu dajeva zgled v dobrih navadah. To se pravi, izmer bo en rasto mečken bolj kakor drug in drug se bo po enemu pol povzel, videl, wow, to je pa fajn, in bo tudi naredil nek korak v svojo smer, nekam, kjer bi mogoče že dolg čut, da bi lahko naredil, pa ni naredil. In se mi zdi, da tako v bistvu rasteva, tako izmenično. In tle jaz vidim, to se pravi, da se vedno sprašujem, kaj Bog pričakuje od mene, to, da jaz postanem to, kar sem sposoben postati. Kaj pa to pomeni zame? Take zadeve. Ja, jaz mislim, tako kot Gary Thomas tukaj tudi fajn v bistvu čez celo knjigo pove, zakon je odlična priložnost v resnici ali pa izvrsten način, kako, ker imaš ti vedno trenerja ob sebi, kako, ali pa zgled, osebnega. Tako, osebnega trenerja imaš, ja. Kako postajati pač boljši, oziroma vsi imamo pač neko predlago. Noben se ni rodil v popolni družini, s popolnimi starši in tako naprej. V zakon sva prinesla vsak svoje načine, ki so lahko moteči potem, ne vem, to so malenkosti, ampak v resnici pač je lahko narobe že to, kam odložiš nogavice, ali pa pač kako stisneš zobno pasto. Ampak v resnici potem če sva pač drugmu, če si prisluhneva, predvsem pa če se znava tako skomunicirati, kaj želiva, kakšne so najina pričakovanja, pa tudi, da imava
Mogoče, da spustiva tudi neko raven pričakovanj, včasih jih imamo tudi previsoke, ne? Ker se mi zdi, da je to tudi pač potem velik problem, no, ampak potem lahko rasteva, a ne? Se pravi, potem, tako kot ti praviš, sva zgled lahko drug drugmu, a ne? Je pa težava, ne, če zamenjaš, to se je meni porodilo, če zamenjaš zakonca za Boga, ne, ko smo rekli, ne, ko imaš, da je Bog prisoten v zakonu, ne. Jaz vem, da se borim s tem, ne, ker pričakujem večkrat od Primoža, da bo kar rešil vse moje težave, da bo on tisti, ki bo pač poskrbel, da bo vse laufalo in to, in se zanašam pretirano na njega, ali pa se jezim na njega, ko on v resnici ni kriv, ne. To je bilo čisto eno prijetno dopoldne z bolnimi otroki doma, ko sem zlagala posodo v stroj, otroci so mi šli že tako in jaz se tisto posodo zelo na trdo, da v stroj zlagam, znajdem v svojih mislih v prepiru z njim. In sem rekla, čak malo, kaj Primož kriv, se ga še zraven ni. Ampak ker so njegovi otroci, je bilo meni logično, da je on kriv, ne. Pa sem pa ugotovila, ne, čak, ti imaš težavo, daj se ti na Boga obrni, ne, in se skušam, da ni zakonec moj Bog, ne, da se ne, tudi da ne iščem neke izpolnitve dokončne, ne, v zakonu, ampak da drug drugmu pomagava na poti k Bogu, ne, tako to se mi zdi pomembno. Ja, ta zadnja hrepenenja pa lahko samo Bog vsakmu posamezniku izpolni, ne, verjetno. Pa še to verjetno niti ne tukaj, ampak v večnosti, bi rekla. Zdajle bomo pa prosili za en premorček, mislim, da imamo še eno lepo glasbeno točko pripravljeno, ja, bi kar povabila pevce tule spredaj.
Ja, torej Gary pravi takole. Kaj, če je zakon več kot le za srečo v tem življenju? Kaj, če gre za doseganje slave v naslednjem življenju? Če živimo brez upanja na večnost, se nam lahko zemeljske preizkušnje zdijo prevelike. Brez upanja na nebesa ali občutka, kako pomembno je, da rastemo v značaju in se poboljšamo, ni ničesar, za kar bi se morali pripravljati, ničesar, česar bi se lahko veselili, kot bi vadili in nikoli v resnici ne nastopili na tekmi. Življenje postane dolgočasno, mukotrpno in utrujajoče. Torej, v zakonu pridejo tudi svete stiske, pravi avtor, preizkušnje pridejo v življenju vsakega zakona. Včasih so osebne, včasih je to preizkušnja družine, para, različne so. In takrat so razgaljene, bi rekla, tudi naše pomanjkljivosti, grešnosti, tiste, se mi zdi, da mogoče tiste, do katerih sam, če bi ostal sam, niti morda ne bi prišel ali pa se ne bi razkrile v takem sijaju, če se tako izrazimo, ne. In piše Gary, ne bo nam pomagalo, če bomo spreminjali zakonca, namesto tega moramo preusmeriti svoja čustva, spoznati, da ne moremo od ljudi nikoli dobiti vse ljubezni, ki jo potrebujemo in si jo želimo. Krščanstvo nas ne usmerja k iskanju prave osebe, kliče nas, da postanemo prava oseba. In to je tudi, se mi zdi, ta pot k svetosti, a ne? Torej, da sebe spreminjaš in vedno bolj ulegaš na zakonca, to, kar ste že prej rekli, in vedno bolj sebe gneteš, prilagajaš, da si tudi nekako odsev Kristusa, ne? Zdaj me pa zanima, vsak od nas ima pomanjkljivosti, nihče ni popoln, a so pa kakšne stvari, ki se vam zdi, da pa jih zakonci niso dolžni prenašati? Kje je tista meja nekih, bi rekla, grešnosti, kjer pa lahko vendarle zakonec reče, zdaj tega pa ne bom prenašal, ker se spoštujem, ne? Tukaj mislim na kakšne take bolj radikalne mogoče stvari, kot so tudi alkoholizem, nasilje in tako naprej. In kako ravnati takrat, ne? Ja, to so kar težke stvari. Midva sicer nimava take izkušnje. Smo pa dalo precej preizkušenj čez. Takrat že, ko se je nehala zaljubljenost, pa se pravi, ko sva pa polka sva hišo gradila, se prav spomnim. Prvi otrok. Ja, tudi še to, ja. Še pred tem. Ja, no, rekel, kar sva, če gledava zdaj nazaj, preizkušnje so dejstvo. Veliko tega je bilo zato, ker nisva komunicirala, ne. Ker si nisva povedala, kaj jaz oseb nosim, ona ni meni povedala, enostavno mislila, da jaz to razumem, kaj ona pričakuje, a ne. In vedno je bilo enkrat tako hudo, da sem jaz šel, nisem vedel, ali bo v koncu ali no, meni grozno mi je bilo, no. To je bilo glih sred gradnje hiše. In sem svečo prižgal, ne. Poročno svečo, prvič, ne. In sem čakal, ki sem rekel, Gospod, jaz tle ne moram več. Vse, kar sem vedel takrat povedati, sem povedal, ne. Ker sem se pa tudi sam rekel, prihajam iz take družine, da oče ni veliko govoril, pa bolj mama, ne, in jaz enostavno nisem imel, ko sva se kaj kregala, sploh nisem imel nekih argumentov, kako nekaj zagovarjati, in sem neka jeza se v meni dogajala, neki gnev in nisem znal to iz sebe dati dolg časa. No, pač takrat sem tudi, kar sva si lahko povedala, sva si povedala, oziroma kar sem jaz lahko, ona mi je veliko več povedala, kot jaz njej. In sem pač čakal, ne, prižgal sem svečo in sem čakal, ne, kaj bo. Ja, in jaz nisem vedela, ne, mislim, ali ga imam rada, ali ga sovražim, tako kot piše, ne, tam v knjigi. Kako je lepo gesto naredil, ne, takrat, ko sem bila najbolj jezna na njega. In v resnici, ja, preizkušnje pridejo vedno, oziroma ne, zato piše, kadar pridete v razne preizkušnje v Svetem pismu, ne, če pridete, ne. Kadar in se mi zdi bolj pomembno od tega, prevečkrat se zapičimo v to preizkušnjo, zdaj pa trpim, ne, zdaj mi je pa hudo, zdaj je pa... Ja, ne, je vse to in je težko, ampak preizkušnja je tam z namenom, ne, in jaz mislim, da je res sva zakonca drugemu podarjena, da si pomagava osmisliti
najino življenje, ne, oziroma tudi preizkušnjo, da si pomagava v bistvu razčistiti tudi pogled, ne, na Boga. Včasih, ne, jaz recimo sama sebe zalotim, kako sem, ne vem, mislim od Boga, da me bo kaznoval, ali pa da ne, imam neke napačne podobe, ne, o Bogu, ali pa da je, ne vem, da je oddaljen, da me ne posluša, ne. In pa me Primož pomiri, ne, ali pa se pogovarjava o tem, ne, tudi o veri, ne, o tem, kakšne podobe Boga imava, da razčiščujeva to, da sva nekako odprta, ne, drug za drugega. Se mi zdi, da to je tisto bistvo preizkušnje, ki te potem zdaj popelje v bistvu na višjo, če rečem temu, malo višjo stopničko, a ne. Najslabše, kar lahko narediš v preizkušnji, je, da se vdaš. In to se mi zdi, da tudi Gary dostikrat ponavlja, ne, to vztrajnost. To vztrajnost in zvestobo. Zvestobo. Seveda midva sva si obljubila zvestobo, ne, pred Bogom, in koliko je tudi v bistvu v Svetem zakonu zame pomirjujoče dejstvo, da sva si to obljubila, da ne pride v poštev kakršnakoli odločitev, in da vedno sva si obljubila, da si bova v bistvu lih takrat, ko je hudo, rabila drug drugega in si stala ob stran. Saj takrat, ko je vse lepo, ne rabiš v bistvu te obljube, to ne, on lepo piše, ne, avtor izpostav, ne, da obljubo rabiš za tiste čase, ko ni samoumevno, da sva skupaj, ne. In no, to se mi zdi, ne, pomembno v preizkušnjah, da na njih ne gledamo kot na nek konec ali pa nekaj tragičnega, ne, ampak na priložnost za rast, kljub temu, da je boleča, kljub temu, da je težko. Recimo konkretno se moraš odpovedati lastni sebičnosti, kadar si, ne, v sporu z zakoncem, moraš pogledati svoj del krivde, ne, filma. Ja, svojih 5%, ja. Tako da se pač, da pri sebi razčistiš, ne, da delaš na sebi, ne. Seveda, ko pride pa, ne, ker je bilo vprašanje tako, ko pride do nekih hudih zlorab ali pa tega, pa to sigurno tudi ni Božja volja, a ne, in je pač ljubeče v takem primeru se v bistvu poiskati neko strokovno pomoč ali pa pač, ne vem, ne, bolj poglobiti, ne, v to. Sigurno pa Bog ne želi, da trpimo, ne, to je pa sigurno, ne. Bog tudi s preizkušnjo ne želi, da mi trpimo, ne, in da pač jaz imam mogoče s tem malo težav in mi Primož konkretno pri tem pomaga, ker mi večkrat pove, ne, Bog naj ima rad, ne, tebe ima rad, tako, ne, da se opogumljava, ne, tudi. Dani, Vilma, a so svete stiske tiste, ki razgaljajo naš lastni ego in problemi, ki so tukaj z našim egotom, ali so zakončevim, kako gledate na to? Pa jaz bi rekla, da petmo na začetek, ne. Jaz mislim, da se mi poiščemo takšni, ki imamo komplementarne rane, ne, kot pravi tudi Gostečnik, ne, in tudi tukaj, ne. Preizkušnje pridejo že zaradi tega, ker sva prišla skupaj dva ranjena človeka. In z namenom, a ne? Ampak najine rane so tako specifične, a ne, da trkajo ena ob drugo in prav midva sva tista, ki si jih lahko pomagava zdraviti. Nišče od odzunaj ne more pozdraviti tistih ran, ki jih ima Dani ali pa jaz, a ne, ravno on je poklican k temu, da mi zdravi. Pa če lahko bi kar se en konkreten primer povedala, ker vidva sta imela vsak svoje starše, a ne? In je to že velika dediščina, da sta jih imela. A ne? Dani je rasel gor brez očeta, a ne? Pa moja mama tudi bolj kot ne brez očeta. Se pravi, je ena še globlja rana, a ne, tukaj. In, zapuščenost. Ja, ena rana zapuščenosti, ena rana nizke samopodobe, a ne? Naprimer, potem se pa seveda vse sorte dogaja, cela plejada dogodkov, a ne, ki sami po sebi niso nič tako hudega, za naju pa so. Za naju pa je to preizkušnja, a ne. Naprimer, zgodilo se je nama na enem od naših seminarjev, kjer imamo romantično večerjo in so pari
tako, vsak pri svoji mizi, berejo ljubezenska pisma, a ne? Mi kot ekipa pa sedimo nekje ob stran, ne? Naj bi bili tiho, ne moteči faktor, a ne? Ko oni tisto gledajo in berejo. In jaz nekaj časa gledam in nikjer ne vidim Danija in sem čuden, že kar nekaj časa, pa kje on hodi, kot on hodi? In ga naenkrat zagledam, da hodi od mize do mize, pri vseh tistih ljudeh, kateri bi mogel pustiti primer, ne? Po moje, a ne? In jih ne vem, kaj nagovarja, ne sprašuje, ne vem, to bom povedal, kaj delo, v glavnem. In jaz ga vidim, pa tako, mu kažem, ne, z tako govorico telesa, pa daj prid sem, tukaj tvoje mesto, kaj hodiš tam okrog, ne. In ko pridemo, tudi povem, ne, lej, pa ni zdaj čas, da tam motiš ljudi, ne. Ampak on ni slišal tega, pravzaprav sploh ni prišel. Je še kar hodil naprej, ne. In kaj sem jaz naredila, ne, v tistem obdobju sem bila še bolj nezrela, kot sem zdaj. Sem se vstala in se šla v sobo spat, ne. Seveda, prišel je čez nekaj časa za mano, ne. Tudi jaz nisem zaspala, ne, ker v takem stanju zelo težko zaspiš, ne. In se on uležal v svojo poslo, bili smo na takšnem seminarju, ko so postle takole preheftane ob zid in niso zakonske, ne. Preheftane. To je taka lepa slovenska beseda. Okay. In se leživa vsak na svoji posli, pa Dani se pa spomne, da smo v tistem času imela eno zavezo, malo 9-dnevnico za nekoga. In se je to spomnil, ne, in je prišel k moji posli in pokleknil ob mojo poslo. No, takrat pa nisem več mogla kar ostati. Naredil tako lepo gesto. Ja. Naredil tako lepo gesto, ne. In sem se vstala, pokleknila zraven njega in ker je bilo hladno, sem naju pokrila z deko skupno. In seveda, moliti v takem stanju je zelo težko, ne. To si lahko predstavljate. Ampak sva vseeno zmolila, ne. Tisto 10, ne vem, kaj smo si že pač imela. Med molitvijo si. In med molitvijo sem jaz dobila razodetje, ker točno vem, da ni od mene, ampak da mi je Sveti Duh prišepnil in mi je pokazal, da s tem, ko Dani hodi okrog parov, je dejansko majhen deček, ki raste gor brez očeta in po 3 letih tudi brez mame in hodi okrog od človeka do človeka in išče, kje bi najdel tisti košček ljubezni, ki jo je tako zelo pogrešal. In ko sem to ugotovila, sem ga seveda ubijala. Dani, jaz pa vem, zakaj si ti hodil okrog. In to je način, a ne, za kar smo mi poklicani, da zdravimo rane drug drugemu. Ampak seveda to ne pride samo od sebe. Večina parov sploh ne pride do tega, pa tudi midva ne prideva ne vem kolikrat do tako globoke resnice, kot je bila v tistem trenutku, a ne. Ampak možnost pa imamo, a ne. In to v molitvi, v tem, da se povezujemo z Bogom, a ne. Da navezujemo vedno ta stik, a ne, tudi takrat, ko je težko. A ne, da ne odnehamo takrat, ker lahko bi rekli, lepo pa ne bova ne molila, pa se mej, kakor se češ, kuhaj mulo ali pa karkoli, ne. Tudi tako sva že večkrat zaspala, ne misli, da nisva nobenkrat, ne. Ampak možnost pa imava, če imaš ti Boga kot tistega tretjega v tem ranjenem življenju, kot sva midva, 2 ranjena človeka, potem imava možnost skupaj z njim narediti neko novo sveto zgodovino pisati, piše ta, a ne. In to mi je tako všeč, a ne, možnost imava pisati novo zgodovino. In zakaj novo? Zato, ker Bog ustvarja vse iz nič celo. Tudi tam, kjer ni bilo, lahko nastane. Zato, ker Bog dela iz nič, on dela in ustvarja z besedo. Vse dela novo. In vse dela novo, a ne. In zato smo mi lahko toliko srečni, če imamo Boga za to, kar on dejansko je. Če ga nimamo sem malo kar tako za zraven, ampak da ga imamo na prvem mestu v svojem življenju. Če ga imamo in ga povabimo v svoje srce, zato da bi mu služili, no.
iz vsega srca, z vso svojo mislijo, z vseh svojih moči. Ker vera pomaga samo takrat, kadar je Bog na prvem mestu in samo takrat, kadar mu služimo s polnimi močmi. A ne? Dobro, se Bog je potrpežljiv, on počaka tudi na mlačnost. Hvala Bogu. Ampak mi nimamo načuti tistega. Krasno, hvala za to podelitev. Še mogoče zadnja misel od vseh vas, oziroma zadnja iztočnica. Bi vas prosila za komentar, kakšen pomen dajete vi hvaležnosti v svojem zakonu. Pa bom samo prebrala, kaj o tem piše avtor na enem mestu. Piše takole. Kadar sem hvaležen za svojo ženo, odvzamem oblast preziru, ki me je prevzemal. Iščem nove stvari, za katere bi bil lahko hvaležen. Trudim se, da mi ponavljajoče se stvari, ki jih naredim, niso samoumevne. Nikoli se ne pozabim zahvaliti, kadar obedujem v tuji hiši, da so skuhali zame, zakaj ne bi svoji ženi izrekel enake zahvale, kot bi v komu drugemu. Le malo stvari tako privzdigne mojega duha, kot če slišim svojo ženo ali otroke reči: hvala, ker tako pridno delaš, da poskrbiš za nas. Teh 9 besed lahko z mojega hrbta dvigne 100 kg bremena. Lahko izbiramo, s čim se bomo bolj ukvarjali, s pričakovanji ali z zahvalami. Spoštovanje se spočne z izrazi hvaležnosti. Ta izbira bo določala, kaj se bo rodilo, ali se bo otrok imenoval prezir ali spoštovanje. Torej, hvaležnost, zelo pomembna komponenta zakona. Morda, da skušamo biti hvaležni tudi takrat, ko se v nekem trenutku zdi, da ni nekega razloga za hvaležnost, ampak da vseeno malo širše pogledamo, a ne, pa malo globje. Ste hvaležni za svoj zakon, za svojega zakonca? Ja, zelo. Jaz se mi zdi, da zdaj pred kratkim sem, pol leta nazaj, menil službo, dobro plačano službo, sem šel na eno polovično službo, pa polovično si svoj biznis postavljam. In sem bil od začetka zelo tak neučakan, sem hotel hiter nekaj doseči, da bom res sebral ta skrb moža in očeta, da finančno preskrbim, da je ta, ne, to se mi zdi, da je v nas položeno. In sem bil z mislimi daleč stran od realne situacije. Realna situacija je bila pa, da sem bila na porodniški. Ja. Z mehkim dojenčkom. Ja, in je v meni ustvarjala tako živčnost in sem tako razmišljal, res bo dober, ko bom to dosegel, ko bomo ono, ko bo tretje, ko bo. Ampak tudi, ko bi kaj prišel, ne bi bil vesel, ker tam bo spet en ko bo. Ne. In pol, seveda, ne, tudi o tem sva se veliko pogovarjala in sem ugotovil, da je v bistvu v tem trenutku me Gospod želi, da sem tle in skušam biti za majhne stvari hvaležen za to, da mi nekdo od otrok prinese krožnike na mizo ali da ne vem, ali da mi ona zmasira vrat, ki ve, da je bilo naporno v službi ali ne vem, take majhne reči. Pa za južno se doskrat zahvališ, da sem dobro skrbel. Ja, ker tudi to je, ne, to je tudi učenje, ne, ker na začetku mogoče ne čutiš hvaležnosti, ne, ko pa si to ponavljaš, govoriš, možgani tako delujejo, da se na podzavestni ravni to začnejo pol živeti, dejansko kar govoriš, to pol si, oziroma kar poslušaš, to pol si in dejansko začneš čutiti hvaležnost, ne. Tako da... Pa še več stvari opažata, ne, v tem času. Tako, vidiš pol še neke druge malenkosti, recimo imam tudi ta blagoslov, ta služba, kjer sem zdaj, je tako sredi gozda skoraj in tako je, ptiči pojejo, ne, in fajn je se včasih, ker ostavim, pa se rekel, hvala Bogu za tole, da se lahko zdaj tlelo mirim, evo, minutka pa grem naprej, ne. Take drobne stvari, da začutim, da mi Gospod zdaj to daje, ne? In to je tudi molitev, ne? Da ni molitev samo zjutraj, poldne pa zvečer, pa sveta maša, ampak da je to vsak trenutek, ne?
In to se mi zdi, da mislim, čutim pri sebi, da me pomirja, ne, in mi daje eno zadovoljstvo. Prav je, da planiram, ampak trenutno sem zdaj tukaj in tako je prav. In tukaj je prav, da odigram svojo vlogo. Ne. Ja, hvaležnost je sigurno, jaz sem sama pri sebi videla, no, dejansko pomirja oziroma enkrat sem šla k enemu duhovniku na pogovor, da sem nezadovoljna ali pa večkrat kar tako malodušna, ne, pa skoraj depresivna, ne, tako kakšne misli, ne vem. Vse sorte se ti zgodi, ne, ko si poročen, pa si ujet v eno, ne vem, z otroki in tako in hitro zapadeš v neke pač, ne vem, samo pomilovanje, pa take, ne, smiljenje sam sebi. In kaj mi je on svetoval, duhovnik, ne, mi je rekel, ja, vsak dan si zapišite 10 stvari, za katere ste hvaležni. Ne. Jaz tako, kako ima to veze zdaj, ne? Ampak dejansko, ne, ko ti začneš razmišljati, kaj vse ti je podarjeno od življenja, ne, naprej do zakonca, otrok, pač staršev, ne, kakršnikoli so, ne, zdaj, v resnici, no, lahko gojiš to, ja, hvaležnost, ampak tudi, ko ugotoviš, da si lahko tudi sam dar drugemu, a ne, in da tisto, kar ti je podarjeno, kar je nekaj lepega, te Bog vabi, ne, dej dobro misli, delaj dobro, a ne, bodi dar tudi ti drugemu, kot pravi, ne, tudi Gary Thomas, ne, da služenje, ne, zdaj tu ima ta beseda ima tak, ne, grozen prizvok, ne, v smislu nekega služabništva, ne, ampak v resnici je to podarjanje, ne, sebe drugemu. In pa ti tudi ni težko, ne, niti težko skuhati, niti težko, ne vem, cunje oprati, ne, kaj jih je toliko, ker čutiš hvaležnost, da sploh imaš, ne, dom, da imaš cunje, da imaš, pač, da imamo drugega, ne, in v resnici je to ena taka, ja, vaja, no, v kateri pa pač raste še najbolj tako v veselju in sreči, mislim, te približa, no, Bogu in zakoncu in otrokom in te pomirja. No, jaz bi tudi rekla, se strinjam z vsem tem, kar sta vidva rekla in se mi zdi, da je hvaležnost ena disciplina, ki je najbolj pomembna v duhovnem življenju, da jo razvijamo, a ne. Ker je pravzaprav zelo, zelo praktična, ne, ker evo, zdaj v tem trenutku, ko Ukrajinci trpijo zaradi vojne, imam jaz še vedno topel dom. Se še vedno zbudim v svoji postelji, imam še vedno topel tuš, a ne. Mislim, jaz se čist res za vsako stvar Gospod hvala ti, Gospod hvala ti, Gospod hvala ti, a ne. In se mi zdi, da to dejansko nam hvaležnost pomaga trgati iz samoumevnosti darove, ki so nam podarjeni. In če jaz imam darove, ki so mi podarjeni, potem tudi živim, da je nekdo, ki mi jih podarja in da je dobri Bog nad mano in da je on dober. In da bom verjela tudi takrat, kadar je kaj hudega, da Bog je še vedno dober. A ne? Tega se naučimo v tej disciplini zahvaljevanja. A ne? Ker s to disciplino zahvaljevanja se tudi iz nespoštovanja sozakonca, ne, ki lahko se zelo hitro pride do tega, da ga ne znam prav spoštovati, da ga ne znam videti v dobri luči, a ne? Ampak če imam disciplino zahvaljevanja, Gospod, hvala ti za takšnega moža, kakršnega si mi ti podaril, ti veš, zakaj ga potrebujem prav takšnega, kakršen je, a ne? In kaj hočeš ti iz mene narediti prav s takšnim možem, a ne? In se mi zdi, da prav iz te hvaležnosti potem lahko začnem tudi čisto na nov način spoštovati in ljudi in stvari okrog sebe. Se spomnim, ko si ti govorila na enem seminarju o tisti hvaležnosti, ki jo kam? Pripenjamo v nebesa. Pripenjamo v nebesa, ne? Točno, ja. Ja, pa ko jo iztrgamo iz samoumevnosti, kot pravi tale Gary Thomas, ne? Človek ne more biti hkrati hvaležen in nesrečen, a ne? To pa ti večkrat. Pravi, ja, če si, to me je enkrat nagovorilo, takšen zelo zanimiv citat, a ne? In če je dobro premislim, kaj to pomeni, če sem jaz nesrečen,
Če sem jaz slabe volje, če jaz v bistvu pač živim v neki apatiji, ne vem, da sem apatičen, da sem takšen, čist bi rekel, povožen, ne, se moramo vprašati res, to je očitno znamenje zame, da nisem hvaležen. In potem začneš delati seznam, zakaj si lahko hvaležen, ne, ali pa tako, kot pravi tudi Gary Thomas, ne, lahko delamo seznam napak in slabosti svojega sozakonca, ampak to ne pripelje nikamor. Ne. Če začnemo pa delati seznam njegovih preizkušenj, problemov, stisk, bolečin, ran, ne, se pravi na ta način, da te spoznavam, da sem radoveden, kdo si ti, ne, ob meni, ki živiš, s čem pravzaprav je obteženo tvoje srce, kaj nosiš v sebi, da me to zanima, pa da to potem postaja moj seznam in da sem za ta seznam hvaležen. Poglej, Gospod, ne, ta oseba, ki vse to nosi v sebi, je moja žena, je tista, ki si mi jo ti daroval, zato da skupaj midva gradiva najino edinost in najin doma. Ne. Hvaležen sem ti za to osebo, Gospod, blagoslovijo na tem področju, da ji ti, Gospod, daj eno takšen res konkretno obliž na te rane, ki jih ima. Kako ga boš dal? Tako, da jo bom jaz objel. Že vem, kako, ne? Skratka, veste, pa se pa v bistvu v meni se začne ta moj pozitiven notranji dialog, ki je usmerjen na hvaležnost, ne pa na tisto, da pač nergam in tarnam, kaj nimam, ne? Tisto, kaj nimam, bo pravzaprav kar kmalu, kaj imam, če bom jaz nadaljeval s hvaležnostjo in zaupanjem Bogu. Ja, hvala lepa za te čudovite misli, da ste se lepo odprli, da ste bili z nami tako konkretni, iskreni. Mislim, da smo se lahko veliko naučili od vas, iz vaših izkušenj. Marsikoga verjamem, da bo tudi knjiga nagovorila, da boste tudi za svoj zakon, za svoje življenje dobili kakšno pametno misel ven ali pa kakšno iztočnico za zakonski pogovor, mogoče za nadaljne delo v zakonu. Skratka, splača se, splača se, vedno boljši je, vedno bolj je lušten, tako lahko zaključimo. Ja? In mislim, da je prav postni čas, v katerega smo vstopili, tudi ena lepa priložnost, da malo tudi naredimo nekaj dobrega zase s tem, da se bolj posvetimo zakoncu in našemu odnosu. In bomo s tem tudi nekaj lepega za Boga naredili. No? Hvala lepa. Zaključili bomo še z eno pesmijo našega pevskega zbora. Hvala za ta lep večer in srečno. Lepo bodite. Sacro
Vsakim dnikom ti daj nam, hvala bom Gospodu dal.